Kljub zelo vročemu dnevu se je na trgu svetega Petra 10. julija zbrala velika pisana množica romarjev, ki so papeža Frančiška zlasti po molitvi angelovega češčenja in blagoslovu navdušeno pozdravljali ob plapoljanju zastav svojih držav. Posebej Argentinci so svojimi veselimi vzkliki od svojega sonarodnjaka izvabili spontani pozdrav, ko je opazil tudi njemu dobro znano argentinsko zastavo. Vsem se je znova priporočil v molitev. V opoldanskem nagovoru pa je spomnil na evangeljski odlomek o dobrem Samarijanu. Približal je njegovo preprostost in spodbudno sporočilo, ki nakazuje premik življenjskega sloga, kjer v središču nismo več sami, temveč drugi ljudje. Povabil je, naj se vprašamo, kdo je za nas bližnji, koga moram ljubiti kot samega sebe, svoje sorodnike. Jezus na vprašanje odgovarja s priliko o dobrem Samarijanu, ki je opazil človekovo stisko in bil z njim usmiljen. V nadaljevanju je sveti oče opozoril, da je dokaz pristnosti naše vere ta, če je v našem življenju prisotno Samarijanovo zadržanje. Če se namreč naša vera ne odraža v dejanjih, je mrtva, kakor nas spominja apostol Jakob. Po dobrih delih, ki jih bližnjemu naredimo z ljubeznijo in veseljem, naša vera brsti in obrodi sad. Vprašajmo se, če je naša vera rodovitna, ali vera v nas poraja dobra dela, ali pa je precej jalova in torej bolj mrtva kot živa, je zbrane vprašal sveti oče in nadaljeval s povabilom. Naj se vprašamo, ali smo mi sami med tistimi, ki ljudi razvrščajo po merilih lastnega ugodja. Opoldanski nagovor je sveti oče sklenil željo, da nas na poti življenja v velikodušni ljubezni do bližnjih svojo priprošnjo podpira Devica Marija.